Majhni vasici pri Bledu na Bohinjski Beli vaščani vsako leto okoli 20. julija pripravijo tradicionalni Marjetin sejem. Gre za prireditev, kjer ne manjka domače hrane in pestrega kulturnega programa, ki ga pripravijo predvsem za domače obiskovalce in tudi za turiste. Sam dogodek izvira iz nekdanjih vaških sejmov, kjer je šlo po večini bolj za kupovanje dobrot in druženje občanov. Sveta Marjeta goduje po koledarju 20. julija in tisto nedeljo po ali pred 20. julij je, tako se včasih rekla, farno žegnanje. No in v okviru tega farnega žegnanja je bilo to potem vaški praznik. Danes pa ima sejem kulturno in zabavno noto, za kar so zaslužni v turističnem društvu Bohinjska Bela, ki za organizacijo skrbi že 23 let. Marjetin sejem je bil na Beli zelo popularen včasih, ker je na Bohinjski Beli cirkus Svete Marjete in takrat so vedno poleg maše seveda imeli tudi druženje, prodajanje različnih izdelkov. Potem je pa to zamrlo. In ko se je ustanovilo turistično društvo leta 1995, smo mi želeli obuditi spomin na to praznovanje, vaško praznovanje, kjer so se ljudje družili med seboj, pokazali eden drugemu in tako smo začeli tudi s pripravo Marjetnega sejma. Ustvarjajo ga vaščani za vaščane in tudi za turiste, ki jih v idilični vasici z nekaj več kot 600 prebivalci vsekakor ne manjka. Namenjen vaščanom, zato da se družijo, pokažejo, zato tudi vaščani nastopajo, je namenjen našim turistom, ki bivajo v našem kraju, da spoznajo naš kraj, naše navade, naše običaje, da si jim predstavimo in seveda tudi drugim obiskovalcem. Lansko leto so beležili več kot 15.000 nočitev. Mnogi ne želijo biti v Blejskem hrupu, želijo imeti pristen stik z vaščani, želijo imeti več miru, zato mislim, da je vsako leto več. To se pozna v večjem številu oddajalcev sob, v večjem številu prenočitev. In zato je zaslužen tudi sejem, saj se na takšnih dogodkih med prebivalci in gosti spletajo posebne vezi. Vsi sodelujejo, večina dela, tudi veliko jih pride, pa zadnja leta ogromen tudi turistov. Skrbi se, da se da v angleškem jeziku, najprej seveda v slovenščini, v nemškem jeziku, da se turiste obvesti in zelo radi pridejo in povratne informacije, ki pišejo komentarje, so tudi glede te prireditve, da so bili prisotni, da so bili navdušeni nad izvedbo programa in nad vsem ostalim. Program pripravljajo skupaj s kulturnim društvom, v njem pa najdemo vse, kar je. Tipično za ta kraj ali pa za Slovenijo. Letos smo povabili recimo gospoda Janeza Trilarja, ki je že 21 let član slovenskega okteta. Potem pridejo vsako leto nas pozdraviti društvo Ravtarjev. To so starodobni kolesarji, oni tudi po starem smučajo in ohranjajo to, zdaj pa smučajo ne morejo, pa s kolesom pridejo. Potem bo ta letos prišla tudi dva z zelo staro obleko, 150 let staro. In naš namen je, da se pač ohranja čim več tega starodobnega, tipičnega, da se to prenaša na mladino. Naš član Franci Podjet ima svoj ansambel, to je ansambel Bela s pevci, vedno pripravi tudi kakšno novo pesem za to priložnost. Letos pa še dva naša člana sodelujeta tudi pri odprtju te majhne knjižnične omare. Postrežejo tudi skrivnostno jedjo na žlico, društvo deklet in žena na vasi pa poskrbi za sladke slovenske dobrote. Predstavnice tega društva z Bele smo spekle razne dobrote, tako potico, orehovo, pehtranovo, krh v peč, zmedene flancote, štrudel, tako da bomo res popestrile to ponudbo. Pa vam je v veselje to sodelovati na takem dogodku? Ja, sigurno. Naše društvo ponavadi sodeluje na takih dogodkih s pripravo teh za pogostitve, tako peciva, kot kakšne razne narezke ali karkoli. Ni pa to seveda edina dejavnost društva, saj v zimskem času tudi tlele na Bel imamo ročna dela, to smo belske šivankarce, kvačkamo, štikamo. Udeležujemo se raznih tečajev, ekskurzij v okviru društva, tako da je res zelo pestro in zanimivo delo. V okviru sejma sta bili letos na ogled kar dve razstavi. Prva z naslovom Bohinjska Bela na fotografijah se je vila na prostem. Ja, letošnje leto je posebnost, ker smo razstavili tudi fotografije, ki so jih prispevali turisti, ki so bivali v našem kraju. Druga pa je bila na Štengarjevem skednju.
Tretje leto se je v okviru praznovanja in Marjetinega sejma sestavlja tudi razstava ročnih delih in izdelkov na Štengarju v Skednju. Organizatorka je Alenka Žorgelj. Izdelki 6 ustvarjalcev so v kmečkem okolju razstavljeni le 3 dni v času sejma. Videli smo lahko ujeti zrak slovenskih lepot, grafiko, slike na platnu, ročno sešite nahrbtnike, torbice in pa cunjaste punčke. Po besedah Žolgarjeve gre za majhno, bolj skrito razstavo, ki pravi pomen dobi šele v urejenem Skednju. V prihodnosti si prebivalci Bohinjske Bele želijo povečati število gostov. Težave pa jim predstavlja predvsem ime, saj jih vsi postavljajo v Bohinj. In s tem skušamo tudi Bled, turiste na Bledu in tudi seveda vse ostale upozoriti na nas in upozoriti tudi na naše velike naravne lepote, ki jih imamo. Marsikaj se da videti v našem kraju, ne samo od lepo urejenih hiš in okolice, ampak tudi teh naravnih znamenitosti, kot so čudovita reka Sava Bohinjka, jama pod Babjim zobom, slap Iglice, stopnice v Iglico, plezališča, krasne sprehajalne poti v dolini in planinske poti na naše 2 razgledni točki, Galetovec in Babji zob. To sta res enkratni. Najbolj pomembno pa jim je To, da z tujimi ljudmi, s turisti vas zaživi, sodeluje, pa da so turisti zadovoljni. Naše gore jako obrodi.